Pozdravljeni. Mi, navdušenci Formule 1, smo končno dobili neko uradno razlago, zakaj je bil bolid Georgea Rusella na veliki nagradi Belgije pod tisto minimalno dovoljeno maso. Poglejmo si skupaj, kot ponavadi, kaj se skriva v ozadju. Tovarniška ekipa Mercedes je nekako skušala podati razlago, zakaj njihov voznik George Russell je bil diskvalificiran po veliki nagradi Belgije. Dobro nam je znano, da njegov bolid, seveda masa šteta skupaj z voznikom, ni dosegel tiste minimalne predpisane mase, temveč je bil 1,5 kg izpod tega. A slišali smo lahko, da gre za kombinacijo 3 različnih dejavnikov. Obrabe pnevmatik, izgube mase samega voznika in obrabe distančne plošče na dnu. Pa pojdimo po vrsti in skušajmo razumeti, kaj pravzaprav vse je lahko vplivalo na to diskvalifikacijo Georgea Russella. Če se dobro spomnite komentarja velike nagrade Belgije, sem bil tam precej skeptičen, da je samo obraba pnevmatik tisti poglavitni faktor, da je prišlo do te kršitve. Tam sem malce bolj nadolgo razpravljal o tem, ampak če povzamemo tista znana kepa drobcev gume, ki tehta točno 120 gramov. No, če bi George Russell v tistem podaljšanem delu dirke izgubil vsake 3 kroge 2 takšni kepi, bi prišel do tiste meje, ki so jo opisali seveda tehnični delegati na koncu. Primerjava je seveda z Lewisom Hamiltonom. A tu se moramo zavedati, da ta kepa je precej velika in da bi tudi mi med samo dirko opazili, da izgublja ogromno materiala in tudi sam bi imel težave z oprijemom, če bi vsake 3 kroge iz svojega seta izgubil 2 takšni kepi, kar bi bilo ogromno. A videli smo tudi na fotografijah, da stanje njegovih pnevmatik še zdaleč ni bilo kritično. Torej, obraba pnevmatik je prispevala svoje, ampak ni bila kritična. Rad bi poudaril še nekaj, kar je marsikdo spregledal. Namreč George Russell ni bil edini, ki je seveda veliko nagrado Belgije končal z enim samim postankom. Fernando Alonso in Lance Stroll sta bila tudi voznika, ki sta se ustavila samo enkrat in ne eden ter tudi ne drugi, nista imela nobenih težav z doseganjem minimalne mase. In rad bi poudaril še neko zanimivost. Yuki Tsunoda je imel sicer nekoliko krajši del na pneumatiki hard, ampak rabil je starejši set, tisti, ki je že bil v uporabi. Torej, tudi tu bi lahko izpustili, da sama obraba je bila kriva za diskvalifikacijo Russella. Seveda, nekaj malega je zagotovo pripomogla, ampak ne glavnega dela. Na to seveda je tista masa samega voznika. Kot nam je znano, že praktično iz mnogih preteklih sezon, voznik med samo dirko izgublja tekočine. Zato je tudi njegova masa po končani dirki nekoliko nižja. A iz tehničnega pravilnika nam je znano, da voznik skupaj z zaščitno opremo, torej naprimer zaščitno obleko, varnostno ovratnico Hans čelado in sedežem, mora tehtati skupaj 80 kg. George Russell
vsaj uradno, kolikor je moč razbrati iz dokumentov, ni šel pod to mejo. In seveda tu je vprašanje, ali so sploh preverjali ta dejavnik, ker so že predtem ugotovili, da je bila skupna masa pod tisto dovoljeno. Ampak vseeno poglejmo nekaj, kar bo verjetno zanimivo za marsikoga izmed vas. Kolikšna je ponavadi telesna masa Georgea Russella? Seveda imamo takšne in drugačne tabele, ampak za Russella, ki je za voznika Formule 1 dokaj visok, bomo videli, da ima izjemno nizko telesno maso, 70 kg za višino 185 cm. Lewis Hamilton je bistveno nižji, ampak ima kar nekaj kilogramov več. In tu se lahko začnemo spraševati, koliko mase je lahko George Russell, ki je že tako izjemno suhljat, izgubil med samo dirko. Se tu pogovarjamo v 100 gramih ali kilogramih telesne mase. Sam se nagibam bolj k prvi varianti, da tudi tu George Russell je izgubil nekaj mase, ampak verjetno ne toliko, da bi bilo to tako bistveno. In prihajamo do tretje točke, ki je po mojem tista prava. Kot smo lahko slišali, so pri tovarniški ekipi Mercedes priznali, da po dirki je bilo dno bolida, točneje tista distančna plošča, ki se nahaja, tako obrabljena, da je to skupaj z ostalimi faktorji pripomoglo k temu, da bolid Georgea Russella je imel bistveno nižjo maso od one predpisane. In nekateri bi lahko dejali, kako je to možno, kako so lahko spregledali ta faktor, ki je izjemno znan v svetu motošporta. In tu je treba poudariti, da naprimer na lanski veliki nagradi Združenih držav Amerike sta zaradi previsoke obrabe samega lesenega distančnika bila diskvalificirana Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Tam ni šlo za maso bolida, temveč samo za obrabo tega dela, ki služi temu pravzaprav, da bolid ni nastavljen prenizko. In sedaj se lahko za trenutek vrnemo k prvi naši točki. Temu, da George Russell s svojim zadnjim setom pnevmatik je prevozil bistveno večjo razdaljo kot ostali nastopajoči, razen tistih svetlih izjem, ki sem jih omenil. Je možno, da so pri Mercedesu njegov bolid nastavili nižje, tako da je imel več oprijema, ki ga je generiralo dno in je posledično lahko imel manj sil na same pnevmatike? Razlaga, ki mogoče podaja nek odgovor. Namreč, če pogledamo to fotografijo in ni važno, kateri bolid je na njej, bomo videli pred in za njim sledove, ki puščajo na sami asfaltni površini seveda ostanke tega dna, tega lesenega distančnika, ki se iz kroga v krog tanjša. Če je imel Russell svoj bolid nastavljen le nekoliko nižje, je lahko prišlo do prevelike obrabe. Seveda ne tolikšne, da bi to seveda sprožilo nadaljne preiskave. Ali pa spet niso preverjali, ker so že ugotovili razlog za diskvalifikacijo. In to bi po svoje tudi razložilo, zakaj pri tovarniški ekipi Mercedes v trenutku, ko je zadeva prišla v javnost, so stoično sprejeli diskvalifikacijo, niti pomislili niso na kakšno pritožbo oziroma varianto, kako bi to diskvalifikacijo nekako izničili. A zagotovo vsi trije faktorji so pripomogli k temu, da je George Russell na koncu bil diskvalificiran. Vsakdo se pa lahko odloči, kateri je bil bolj pomemben. Obraba pnevmatik, izguba mase samega voznika
in obraba lesenega distančnika na dnu. A tako dobili smo tudi malce bolj racionalno razlago, zakaj je bil George Russell diskvalificiran. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.